slamica, ogelček in bobek. V neki vasi je živela revna žena in ko je nekoč nabrala za krožnik boba, ga je hotela takoj kuhati. Torej je zakurila na ognjišču in da bi ji hitreje zagorelo, je podnetila ogenj s prgiščem slame. Ko je stresla bob v lonec, si je neopazno izmuznil bobek, padal je na tla in obležal poleg slamice. Takoj nato pa je skočil z ognjišča še košček žarečega oglja, pa je začela slamica in vprašala: "Ljuba prijatelja, od kod pa prihajata?" "Srečo sem imel, da sem lahko skočil iz ognja," je rekel ogelček. "In to se moram narediti na silo, drugače bi me čakala gotova smrt in zagorel bi v kupček pepela." Bobek pa je rekel: "Tudi jaz sem odnesel celo kožo, starka me je hotela stresti v lonec in brez usmiljenja bi me skuhala v kašo kot vse moje tovariše. Bi čakala mene boljša usoda?" je vprašala slamica. "Moje sestre je starka spremenila v ogenj in dim. 60 jih je naenkrat zgrabila in spravila ob življenje. Po srečnem naključju sem se ji le jaz izmuznila med prsti." "Kaj bomo pa zdaj?" je vprašal ogelček. "Jaz mislim, da ostanimo skupaj kot dobri prijatelji, če smo že tako srečno ušli smrti," je rekel bobek. "In da se nam ne bi spet kaj hudega pripetilo, odpotujmo skupaj v kakšno tujo deželo." Ta predlog je bil vsem všeč in odšli so na pot. Kmalu pa so prišli do majhnega potočka in ker tam ni bilo ne mostu, ne nobene brvi, niso vedeli, kako bi prišli čez. Pa je imela slamica dobro idejo in je dejala: "Legla bom preko vode, vidva pa gresta lahko po meni kot po mostičku na drugo stran." Torej se je slamica ulegla z enega brega na drugega in ogelček, ki je bil precej vroče narave, je takoj predrzno odskakljal preko novega mostu. Ko pa je prišel na sredo in zaslišal, kako pod njim šumi voda, mu je postalo tesno pri srcu, ustavil se je in si ni upal naprej. Takrat pa je slamica pričela tleti, razpadla je na 2 kosa in čofnila v potok, in tudi ogelček je čofnil za njo. Zacvrčalo je in ogelček je spustil svojo dušico. Bobek, ki je previdno ostal na bregu, je zaradi tega prizora planil v smeh. Ni se mogel nehati smejati. Krohotal se je tako močno, da je kar počil. Tako bi bilo tudi z njim konec, če ne bi dobra sreča prinesla tam naokoli potujočega krojača, ki se je hotel ob potoku odpočiti. Ker je bil usmiljena duša, je vzel iglo in nit in zašil Bobku trebušček. Bobek se mu je prav lepo zahvalil, toda ker je imel krojač le črno nit,
imajo od tega časa naprej vsi bobki na trebuščku črn šiv. Nauk te pravljice je, da moramo biti prijazni in solidarni s tistimi, ki so v stiski. Pravljica nas uči, da je bolje biti dober in pomoči potrebnim, kot pa biti zloben in izdajalski.